Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o javnem nastopanju. Vem, da ima ogromno ljudi strah pred tem, da bi povedali svoje mnenje pred javnostjo, pred sodbo javnosti, in marsikdo bi rajši umrl, kot pa da bi povedal svoje mnenje oziroma da bi bil izpostavljen. In mogoče se vprašate, od kje izvira ta grozen strah pred nastopanjem, pred biti viden. Ker če gledamo v tem življenju, ne vem, če ste bili že kdaj tako grozno kaznovani, da ste zaradi tega ta strah dobili. V zibki, ne vem, ste jasno povedali, kaj želite, a je to tako? Ker dojenček, vsak dojenček, ko mu nekaj ni, jasno pove. A je to tako? Kriči. Res pa je, če ni slišan, da se lahko vklopi dušni spomin. No, to so pa zdaj, tukaj bomo o tem danes govorili. O dušnih spominih, ki nam preprečujejo, da bi si upali povedati svojo resnico, da bi se upali izpostaviti, da bi upali slediti svojemu vodstvu, da bi upali narediti korak naprej. In jaz verjamem v to, da je vse te blokade s sabo prinesla duša. Tukaj pred sabo imam karte Osho Zen Tarot in bom zdaj naključno potegnila 3 karte, ki so očitno povezane s tem sporočilom javnega nastopanja in blokade glede tega, da se izraziš. Ja, točno to. Poglejte, prejšnja življenja je ta prva prišla. Točno prejšnja življenja. In večji del ljudi, ki si ne upa izpostaviti, je bila enkrat v prejšnjem življenju kaznovana, se pravi ta človek, ki ne upa jasno povedati, nastopati, je v enem od življenj jasno, bil kaznovan, zato ker je bil to, kar je bil. Največ žensk ima blokade iz srednjega veka. In v srednjem veku ženska, ki je majčkeno znala 2 zelišči sestaviti skupaj, je že gorela. In računajte, da takrat je bilo to brutalno mučenje. Mučenje, da si mogoče danes niti ne znamo predstavljati. Ampak v kateri knjigi sem prebrala? O knjigi Joe Dispenza, Postanite brezmejni, kako je on videl eno od svojih preteklih življenj, da ko je on želel ljudem pokazati, da smo brezmejni, da smo več kot to, kar smo, so ga dali na neko mučilno napravo, so ga razčetverali, so mu dejansko začele pokati kosti in tik preden so mu popokale kosti, je priznal, oziroma obljubil, da ne bo širil teh resnic, tistih, oni so zahtevali, da prekliče vse te laži, ki jih širi, in se je umaknil samotno v votlino in tam je živel do konca svojih dni. In piše v knjigi, da je prišel točno v tem življenju do točke, ko je bilo, stvari so bile res naporne, on znanstvenik, govoril je pa o moči uma, kar ni možno dokazati. In v znanstvenih krogih so se obrnili proti njemu in točno ve, kdo je bil ta usmrtitelj v prejšnjem življenju. In je prišel do iste točke, ko bi se bilo najbolj enostavno skriti v votlino in živeti svoje mirno življenje. In vsak izmed nas pride do ene točke, ko je pa mora preseči tisto, kar ima za preseči. No, in večina žensk, ki ne upajo slediti svojemu poslanstvu, je gorela na grmadi. Kako to preverite? Lahko sami, ne rabite mene. Enostavno z mišičnim testom. Enostavno se postavite, to sem že velikokrat kazala, roki morata biti prekrižani, zdaj tukaj karte dajem, prekrižani na prsih, da povežete levo pa desno polovico možganov. In potem prvo rečete svoje ime, če jaz rečem, jaz sem Minka, grem naprej. In če rečem, zdaj pa poglejte, v enem od prejšnjih življenj sem gorela na grmadi. Jaz nisem. Takrat, ko so tukaj ženske žgali na grmadah, sem se jaz potikala po Ameriki pa po haremih na Bližnjem vzhodu in nisem gorela, sem pa imela druge izzive v življenju, ker sem bila pa zatrta kot ženska in sem rabila to, da sebe izrazim skozi to žensko plat. Medtem ko tiste, ki imate pa za presežiti to, da se pokažeš, da to ti si, da ti nekaj znaš, da bi ti lahko nekomu pomagala s svojim znanjem,
dokler tega ne počistiš, ne moreš iti naprej. Seveda vzamete zdravilno molitev dekodiranja, s tem boste počistili podzavestne programe in boste lahko šli naprej. Vam povem en primer, eno zgodbo. Ena gospa se je par let nazaj preselila sem v Škofjo Loko. In zanimivo je, da se je preselila na grajsko pot. Je rekla, veš, ampak ko jaz pridem do grajskega dvorišča, meni kar, kurja pot mi gre po telesu, ni mi prijetno, niti tam zadaj, ne vem, tisti, ki ste bili že na grajskem dvorišču, pa je ta grajski park v Škofji Loki, krasen, res, meni je vrhunski ambient. Ampak ona tja ne more iti, ni mogla iti. In kaj je bilo tam? V enem od življenj so jo skorili, točno tam, in ona ni mogla iti tja. Ena druga gospa, ki dela ravno tako v Škofji Loki in dela na Spodnjem trgu, je v enem od življenj, seveda ona se skriva tam, ne bi bila ona izpostavljena, v enem od življenj so jo skorili na Spodnjem trgu, tam, kjer so kurili čarovnice v Škofji Loki. In zanimivo, glejte, jaz živim v Škofji Loki, Škof. Jaz imam te stvari, kar rušim neke tabuje glede cerkve. No, tako da tukaj noter jaz vem, da večji del žensk ima ogromno za počistiti. Zdaj pa pojmo še majčkeno dlje v ta pretekla življenja pa stran glede nastopanja. V tem, mislim, dejstvo je, da duša je na potovanju in ne vem, če ste že slišali o Lamuriji, ali pa verjamem, da ste mogoče že slišali o Lamuriji. To je prva celina in ostanke te celine so zdaj samo še vrh so Havaji in ta del Indonezije, recimo Bali. In je prav zanimivo, da imajo, če greste na Havaje, tam še nisem bila, pa na Baliju imajo približno ista oblačila, zavico v te cunje, krila, to je približno isto. In čeprav je taka razdalja, je isto, to je bil včasih isti kontinent in to je bila Lamurija. Lamurija je bil planet ali celina, kjer je bila v bistvu večna pomlad, večno obilje, mogoče celo rajski vrt. In ta celina se je potopila, ko je prevladala temna sila na zemlji. In zdaj v tem času, ko jaz čistim moje podzavestne spomine moje duše, sem videla, kako sem v tistem življenju umrla. Bili so kamniti stebri in preden so nas prevezali, več žensk nas je bilo več, ogromno žensk, teh belih svečenic, belih boginj. In so nas najprej spolno zlorabljali, posiljevali, različni. In zdaj vas mogoče privleče k določenemu duhovnemu vodju, ker morate iti tja. Zakaj morate iti tja? Zato, ker vas je ta zlorabljal lahko, ker ogromno teh gurujev dela s temno silo. Ne bom imen izpostavljala, ampak dejstvo je, da sami začutite, kdo so tisti, ki jih zdaj ne morete več poslušati, ker vam enostavno naredi, dosti tega ne morem več poslušati. To je to. In odvzeli so nam našo moč. Potem so nas v glavnem na ta steber privezali, niso bile ketne, ampak neke eterične vezi, kot neki laserji, točno čez čakre. In potem zjutraj so nas ne zažgali, ampak so nam uničili prav tretje oko z laserjem. Kaj pa je tretje oko? Povezava. Spolna čakra, na dnu hrbtenice je prva čakra in spolna čakra, med njima gre elektromagnetno polje. In gre po hrbtenici navzgor, to je kundalini energija, in v možganih je drugi pol, os, in je hipofiza pa epifiza. In tukaj gor poteka energijski kanal. In bolj, ko imamo blokiranega preko čakr, bolj ne poteka ta povezava. In seveda, tukaj je pa govor. Tukaj čez smo bile privezane in mogoče celo materina znamenja kažejo, kje so tiste vaše blokade. Recimo, jaz imam eno tukaj, eno imam tukaj, eno imam tukaj. Se pravi, govor, vrat, grlo, a veste, točno to. In te so stvari,
ki so bile v mojem življenju, pa še vedno delam, sem še vedno v procesu čiščenja. No, zato zdaj kako to počiste. Če čutite, da ste ena od teh belih boginj oziroma velika svečenica v templju ljubezni, enostavno date v to molitev dekodiranja molitev. Poglejte, kako date, da boste same počistile. To je ta CD, aktivacija svete kode v srcu posameznika. Na pomoč kličem vse svetle sile, vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s spominom moje duše na smrt, ki sem jo doživela. Zdaj pa lahko date v srednjem veku, lahko date v Lamuriji, lahko, da so vas ubili v času Atlantide in so vam odvzeli vašo moč, lahko v času Egipta. Zanimivo, zadnjič sem z eno gospo govorila, je rekla, da je videla, kako so ji odvzeli njeno moč na bosanskih piramidah, na visokem. Tako da v bistvu cilj je bil pobrati moč tem belim boginjam, zato da je lažje vladala tema. In zdaj, če ti čutiš, da si ena od teh, da je čas, da počistiš, začni čistiti, začni delati na tem, da boš sčistila in da boš potem sledila svojemu vodstvu. In naslednja karta je prišla, vidite, tudi če je vse kamenje, če je samo kamenje, pogum, roža, seme, bo sklilo. Tudi če mislite, da ne bo nič, bo sklilo. Boste prišli do tega, da boste lahko, bodo prišla sredstva, se bojo zgodila naključja, vse bo. In ena stvar, dovolj je lenobe. Zdaj pa čas. Ruši se navidezna varnost, dovolj je bilo tega, da pijete pina kolado, pa se sončite, cajt je za akcijo. In začnite delati, začnite slediti to, kar vas kliče, v tem, kar vas kliče, v tem, kar ste vi dobra, v tem, v čemer si ti dobra, kar je tvoj talent, v tem boš največji prispevek naredila naši zemlji. 100%. In s tem, ko boš ti počistila svoje programe, boš vplivala na svoje otroke, zato ker, veste zakaj? Zato ker celični spomini, celice, ki so žive, avtomatično prenašajo informacijo. In tvoj otrok je tvoja živa celica, ki se je tokrat razmnožila. In te tvoje žive celice, ko ti vplivaš na svoj razvoj, boš hkrati vplivala na razvoj tvojih otrok in tvojih vnukov, pravnukov, na vse. Zdaj je čas, zato ja, dovolj je bilo tega poležavanja. Gremo, akcija. Lepo se imejte, delajte na tem, da počistite vse staro. Ste videli? Potem, ko se lotiš svojega poslanstva, veš, potem je lažje. Zato, ker te začne podpirati vse stvarstvo in delaš vse to samo iz srca in samo si. In se odprejo poti, boš videla, zaupaj, da vse bo.